Yo, hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Jo, evo, nas pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Reporta. Danes z nami eni in edini Zlatko, pozdravljen. Pozdravljen tudi Kako si verja? Odlično sem, hvala za povabilo. Tako da to je to. Hvala, da si vzel čas, da si prišel. Bomo kar začela, imam en kup vprašanj nekaj še od fanov, od poslušalcev, itd. Tako da, folk te zadnje čase predvsem pozna kot aktivista, anticepilca, zagovornika svobode, gnjavatora, repera, delomrzneža. Kdo pa je po vsem tem mnenju po tvoje, s tvojimi besedami, pravzaprav Zlatan Čordić? Samo človek. Samo človek in odgovoren državljan. Ok. Kako to, da si se, v bistvu, zakaj si se odločil za tako pot, za pot repera, pa sedaj zagovornika svobode? Kaj bo trovalo vsemu temu, no, v bistvu? Jaz verjamem, da je v svetu zelo veliko nepravice in če želimo odpraviti te nepravice, se mora nekdo izmed množice izpostaviti. Vsakič, ko se nekdo izpostavi, sledijo žaljivke, manipulacije, laži in večinoma ljudje, kateri bi lahko delali spremembe, dajo na tehtnico, a je meni to potrebno. In zdaj, če bomo vsi razmišljali, če je nam to potrebno, pridemo do zaključka, da se nič ne more spremeniti. Je pa prva faza in osnovna, da najprej spremenimo sebe. Glede na to, da jaz prihajam odraščal sem na Fužinah, to zdaj že ve dobro število državljanov. In lahko rečem, da sem imel super otroštvo, marsikaj sem se naučil in edina stvar, kar je zelo pomembna, je, da priznam, da nisem najpametnejši, zavedam se, da se moram učiti celo življenje in to sem pripravljen tudi početi. Zato, če imam kaj, dostikrat hejtere hecam na način, da rečem, če pa imam kaj, imam pa čas pa denar, ne. To jih najbolj ubija. In čas je najbolj dragocen in glede na to, koliko čas hitro mine, koliko se zadeve hitro odvijajo, je zelo dobro se zavedati, s kom in kje ga porabljamo. Ja. Pa si nekako zadnje čase tvoja dejanja, pa tvoj aktivizem, si nekako samo pač padel v to, ali si se zavestno odločil, si imel na tehnici, se bi spustil v to, bi ostal raje pri ustvarjanju glasbe? Ne, jaz samo sledim svojemu srcu. Se pravi, ne, to je nekaj, kar mene razlikuje od vseh ostalih, sledim svojemu srcu, odreagiram v določenih trenutkih zelo človeško. Ja. Pač sem človek, ki ne prenese tega, da vsi poročajo primer, da je Janez Ivan Janša bil v Kijevu, zdaj že cel svet ve, da ni bil, ampak mediji še kar naprej ponavljajo, da je on tam bil, opozicija še kar naprej tam ponavlja, da je on tam bil. In jaz se potem sprašujem in pridem do zaključka, Einsteina bom citiral. Ja. Če želite opisati resnico, eleganco pustite krojaču. Tako da, pozdrav za tistih 1% preživelih novinarjev, ki resnično opravljajo svoje delo kot raziskovalni novinarji. Žalostim pa in sočustvujem z njimi, da jim niti ne dovolijo, da upravljajo svoje delo tako, kot se zagre. To so dejstva. Ja, mi je bilo zanimivo, sem 2-3 epizode nazaj imel enega novinarja iz Mariborskega večera, pa sem ga malo tudi povprašal o teh stvarih, sem rekel, daj, zdaj vam iskreno povej, pač eno je, kaj beremo, slišimo, vidimo, kaj nam pravijo, imate nad sabo koga urednika, ki pač vas štopa ali pa vam ne dovoli o tem poročati ali pa onem pa tistem. Zdaj je rekel, da sam načeloma nima take tematike, ampak da vse, kar se tiče večera,
da imajo svobodo, kar je spet tako, no, jaz tako gledam na to, nekdo bo poročal o določeni tematiki, ampak pač ni nujno, da bo vsega povedal, kar se tiste zadeve tiče, ne. Tako da mogoče se novinarji zaščitijo v tej smeri, pa rečejo, ja, se smo poročali o tem, ali pa se smo povedali to, ja, niste pa vsega, niste pa ključnih stvari povedali, ne. Svoboden človek je tist, ki je neodvisen, ki nima kredita, ki se ne boji za preživetje svoje družine. In tukaj se jaz razlikujem spet od marsikoga, od marsikaterih teh modernih sužnjev oziroma dvornih norčkov, zaradi tega, ker jaz jih vedno vprašam, kdo hrani ptice na nebu, kdo hrani mravlje v zemlji. In ta kontekst mojega razmišljanja si oni ne predstavljajo. Niti te ljudje, kateri so z vsemi državnimi inštitucijami se spravili nad enega posameznika, ker je opozarjal na korupcijo in govoril resnico, ne morejo ga dojeti. Celo Hojs je spraševal po ljubljanski tržnici, zakaj Zlatko to počne. Sej ima čist stvari pošlihtane, sej mu je v redu, sej ne dela, ne. Ja, in mislim, oni ne razumejo tega, da obstajajo ljudje, kateri resnično ne gledajo samo na svojo rit, oziroma gledajo na svojo rit in jo vidijo kot celoto. ja, To je samo moja rit je važna in to je to. Tako, ampak jaz gledam pač na celoto, se pravi, jaz vidim eno sonce, ki greje ves svet. In jaz vidim svet in ljudi kot eno. Človeštvo je zame nekaj, kar je pač svetega in edina stvar, kar me veseli, je to, da se spoznavamo med sabo, zato smo tudi pač poslani verjetno na ta svet. In zdaj meni je neverjetno smešno in žalostno, ko nekdo vidi, se spomniš, ko so včasih govorili, kjer je češke fore, ali pa kakšne tak. No, zdaj, hočemo ali pa nočno, ne, moramo si priznati, Češka nas je že prehitela. Pridemo do zaključka, da rečemo, Vedno bolj tonemo. ja, rečemo, ne da vedno bolj tonemo, ampak ne smemo postati nazadnjaški. Ne smemo postati edina stvar, kar nas lahko reši, je to, da dovolimo pametnim ljudem prevzeti določene položaje. Se pravi, mi delamo največja težava pri nas, po moje, kolikor jaz se razumem v te stvari, je to, da postavimo na položaje nekoga, ki je kimavc, nekoga, ki bo izvedel določene navodila na položaje državne, se pravi, privatno ne zanima. Zaradi mene to lahko kogarkoli želiš. Javno pa je v službi naroda. Državna zadeva v službi naroda, si pa jaz predstavljam, da bi se na pozicijo mogli izbrati najbolj sposobni ljudje in ne glede na politično pripadnost oziroma barve. Samo veš, če se jaz tu ne razumem, dobro, ajde, nekako sprejmeš pač koruptivne politike ali pa ljudi z slabimi nameni, ampak zakaj pol nekdo nov mlad, ko pride zraven, zakaj, kje so morale, kje je hrbtenice, zakaj vsak popusti, zakaj vsak samo vidi, aha, na tem položaju bom to moč bom imel, toliko denarja bom zaslužil, pač zakaj se moraš zlomiti, mislim. Pred kratkim sem se pogovarjal z enim starejšim gospodom, ki je rekel, veš, v Sloveniji ljudje ne marajo tega, da bi zdaj mi s prstom kazali na druge. Napaka. Na lopove je treba kazati s prstom. Vedno. Ko vidite Hildo Tušak v trgovini, spomnite se, da je vzela denar od mrtvih ljudi. Ko vidite vse te ljudi, kateri so naredili slabo za Slovenijo, naj se pokasajo za svoje napake. 3 milijarde letno zgine denarja, evrov v korupciji. Ja. In potem imamo mi te recimo nacionaliste, ki jih slišimo, da sploh pridejo do besede, da lahko razlagajo, kako je za Slovenijo težava v tem, da tukaj živijo, da se dogaja primer, mene to blazno zmoti. Ja. Ko mi nekdo reče, da se dogaja katerakoli nacija. Ja. A je to zdaj
Moram biti direkten. Ja, Na živce mi gre, ko prosim. nekdo reče, da se dogaja recimo albanizacija. Ne moramo soditi ljudi, katerih nismo niti spoznali. Ja, valjda, Gremo valjda. pogledati HACCP sistem v slaščičarne, katere držijo primer Albanci, pa boste videli, da je to čisto kot solza. Samo za poslušalce, kaj je to HACCP sistem, če lahko na HACCP hitro? sistem je, se pravi, če greste v kuhinjo, kjer se recimo more kaj delati, moraš imeti vse po HACCP sistemu, paprika se reže tukaj, meso se reže tukaj in vse mora biti lepo očiščen in spucan. In jaz, glede na to, da se veliko gibljem po Sloveniji, imam širok krog prijateljev, lahko vse to podrem te njihove teorije, ker če so problem zdaj priseljenci, kateri opravljajo nizko plačana dela oziroma tista dela, katere ne želijo opravljati domačini, ker so podcenjena in jaz se z njimi tukaj strinjam. In obsojamo potem te ljudi, da so oni zajedavci naše prihodnosti. Ja, pa da nam To je zelo jemljajo službe, dvolično. pa Tako, to je da bojo veseli na socialni, pa ono pa tisto. To je zelo dvolično zaradi tega, ker noben pa ne omenja 3 milijarde denarja, ki odteče stran koruptivnega. Pa noben ne omenja, ali pa ne vem, ko ga vprašaš, te pa ti di to delo, ne? Te pa delaj ti to, ja, to pa ne, ja, Seveda. to pa bo. Seveda. Takrat pa ti ni panike, veš, da oni delajo pod našo ceno. Ne smemo pozabiti, koliko mladih ljudi iz Slovenije sposobnih, ki končajo, zaključijo šolanje tukaj, se pravi, država poskrbi, da se šolajo, izobrazijo in potem gredo s trebuhom za kruhom, po domač povedan. Pa se pa ni strah, ne moreš obsojati. Jaz jih sploh ne obsojam, jaz jih samo razumem. Ja, logično. In po drugi strani razumem tudi širšo sliko. Zaradi tega pa pravim, da ta nacionalizem se reš zelo enostavno. Kadarkoli boste nekoga slišali upiti, da je on velik Slovenc, velik Hrvat, velik Srb, velik Albanc, velik Nemc, velik Rus, velik Američan, jaz predlagam, da mu vzamemo DNK, pa da ga spustimo na realna tla. Ja. To je to. Ja. Ker ja, dosti ponosnih ali pa zavednih, tako si ti zdaj naštel narodnosti, si mislil, ja, jaz sem to jasno, no, imaš danes DNK teste, ko ti točno določijo izvor tvojih prednikov, starih staršev in se pol dosti kdo zamisli. Prideš do zaključka, da je to v bistvu zelo nepomembno. Totalno. In da ljudje se ponovadi radi obešajo na te stvari, kateri sami niso dovolj ali samozavestni, ali sami ne producirajo nečesar, na kar bi lahko bili ponosni in potem se morajo za nekaj obesati. In ta veja je pač taka dobra in na to vejo je kar velika masa obešena. Po drugi strani pa moje dejstvo je, da ne smemo soditi ljudi, reči, aha, Štajerci so taki, konc. Ja. Ne. Samo lahko je, ne? Lahko je kazati s prstom, pa lahko je obsoditi, pa... Gorenci so škrti. Ja. Ne, mene ne boste prepričali. Dolenci so pijanci. Mene ne boste prepričali to. Vsak posameznik je človek žase. Njegova dejanja govorijo, kdo je on. Če meni nekdo pove, da je Slovenc, meni to nič ne pove. Če meni nekdo pove, da je to pa to, meni to nič ne pove. Njegova dejanja mi pa povedo vse. Točno tako, ja. Točno tako. Daj mi reči, kaj ti je trenutno prioriteta? Politika ali glasba? Prioriteta mi je ta mesec, da ga preživim čim bolj v miru, da probam dvigant svoj nivo potrpežljivosti, da probam postati boljši zemljan. Glasba mi je super. 2020 sem izdal v duhu Ivana Cankarja. Želja je bila, da izdam svoj zadnji album Julian Mak. Zadnjega? Ja, ampak zadeve so se nekako obrnile. Jaz sem pred
izidom albuma Julian Mak doživel zelo močno izgorelost. Ja. Panični napadi, tudi depresija, zelo močno. Zaradi spleta okoliščin? Ne, jaz mislim, da zaradi vsega. Vsega skupaj, kar vse sem nabralo. naredil. Se pravi, bilo je zelo... Enkrat pride do tega. 60,000 kilometrov na letni bazi samo s svojim avtom narediti ali pa zelo težko znaš reči ne ljudem. In poznamo te zgodbe, enkrat rečeš ne, pa je vse narobe, tisočkrat rečeš da, vsi pozabijo. Zdaj, ker me je bilo treba kritizirati, redko kdo se je javil pa rekel, stop, to pa ni res. Recimo, ker so kazali, koliko sem zaslužil z nastopi. Noben ni pokazal, koliko sem se odozval na nastope, na katerih nisem nič kasiral, pa se tudi ne rabijo. Vse mi je praktično že vse. To, kar je za nami, je že za nami. Jaz sem človek, ki vedno gleda v prihodnost. Kar se tiče pa albuma Svobodo sem izdal. Ena zelo zanimiva situacija je, Svobodo sem izdal zato, ker sem jo mogel. Ker nisem mogel dobiti drugega mnenja. Poslušalci, gledalci, državljani in državljanke niso mogli dobiti drugega mnenja. Jaz sem bil obsojen, dajmo ga pred zid, dajmo ga streljati. Ne bomo ga streljali z naboji, pa tudi ta verjetnost po mojem ni izključena, če bo šlo tako naprej. Ja, mislim, koliko so določeni ljudje govorili, pa način retorike. Sem bral marsikakšne komentarje in te stvari je treba imeti resno, ampak jaz še vedno hodam okoli brez varnostnikov, ker nikomor nisem ničesar ukradel, nikomor ne želim ničesar slabega. Vse to, kar počnem striktno za boljšo prihodnost vseh ljudi. In so me dali pred steno in so me začeli masakrirati. Oprosti, da te prekinjam, veš, kam je bilo tu fascinantno? Iskreno sem pričakoval, da se bojo, kako bi rekel, ljudje iz glasbenega sveta potegnili z tebe, te podprli, ker so načeloma v istem spektru, ne, ko so ti odzeli status kulturnika. Ljudje iz glasbenega sveta niso podprli borbe za slovenski jezik in za kvote, glasbene kvote. Danes nimamo več glasbenih kvot na državnih frekvencah. Ljudje iz glasbenega sveta se niso postavili za svoj materinski jezik. Zakaj bi se postavili za nekega otroka migrantov? Oziroma neki njih se je postavil. Te so bili redki. Ampak hočem povedati, tudi od ljudi jaz ničesar niti ne pričakujem. Jaz delam samo tisto, kar smatram v tistem trenutku, da je prav, in držim se enega reka, stoj na strani resnice, pa magar, če stojiš sam. Ja, definitivno. Da dokončam, se pravi, potem sem izdal še ta album Svoboda kot odgovor na vse laži in manipulacije. Kar se tiče zdaj z glasbenega vidika, jaz bom verjetno vedno ustvaril, vedno bom nastopil, ampak za razliko od prej, zdaj nekako bolj sortiram in izbiram lokacije, ker sem prišel do spoznanja, da sem že zdaj nekako si zaslužim, oziroma vsi si zaslužimo spoštovanje, samo če ti ga ne dajo, si ga moraš vzeti. Zdaj je prišel čas, ko sem se odločil, da pač ne bom več tako. Ena je razlika, Al Capone je dobro rekel, ne zamenjite moje dobrote z mojo naivnostjo. Ljudje pa to radi počnejo. Ja, vedno znova in znova. Ja. V enem svojem komadu si rekel, mama je rekla, da boš našel, če boš iskal, da ne boš daleč prišel, če boš sam sebi lagal. Ja, no, hudo, svet je lep 2007. Se ti zdi, da si našel to, kar si iskal, ali še iščeš? Ali... Ne, to je neverjetno. Jaz karkoli sem si želel v komadih, se mi je vse več ali manj izpolnilo. In verjamem, da je zelo težko potem, če ljudje poslušajo moje intervjuje in moje zgodbe, je vse zelo pozitivno naravnan. In vidijo samo ta pozitiven konc in nek uspeh, medijsko prepoznavnost in tako naprej. Nekaj, kar se jaz v bistvu sploh nikoli nisem želel. Ja, pač pride z tem. Ja. Ne vidijo pa odrekanja, ne vidijo mojih neprespanih noči,
ne vidijo moje polne glave, pa tudi ne rabijo tega videti, ker ne želijo tega videti. Ja, Ko govoriš resnico v družbi, kjer je vajena na laž, izstopaš. Ja, se ti zdi, da smo se Slovenci pač sprijaznili, navadili na laži? Ali... Ne samo Slovenci, cel svet se je sprijaznil. Cel modern svet, razvit svet se je predal tehnologiji in pozabil na dušo, pozabil na srce, pozabil na naravo. In jaz mislim, da je treba obdržati eno srednjo pot. Samo zakaj, mislim, ne vem. Jaz ne razumem takih, ko se sprijaznijo z določenimi stvarmi. Zakaj? Kaj imaš od tega? Če ti od mejhenga plasirajo, kako naj bi ti mogel živeti, in če imamo mi zdaj že, ne vem, 70 let isti šolski program, svet se je pa spremenil za toliko stopinj, marsikaj bi se dalo razpravljati, ampak za tako temo bi potreboval po moje 3 strokovnjake, pa 3 ure, da bi se spuščali v detajle. Sam lahko rečem, da ni še zavoženo. Še vedno lahko spremenimo zadeve v svojem okolju na bolje. Ti delaš podcast, jaz delam glasbo, to je neke vrste ozaveščanje ljudi. Ja. To je neke vrste delo. Zdaj marsikdo v naši družbi nam bo to očitil kot ne delo. Ne? Ja. Ampak če bi mu zdaj ti rekel, no pa ti postav lučke, postav kamero, postav mikrofon, kupi opremo, a ja moram kupiti, ne, plačati moraš, in tako naprej. Ne. Se pravi, ko bi se ljudje večkrat dali v čevlje nekoga drugega, bi lažje razumeli, da ni vse tako enostavno, kot se nam zdi. Tako, kot se jaz in ti zavedava, da če se odločimo zdaj za kmetijstvo, včasih je bilo to še toliko težje, ker so vse delali z rokami in tako naprej. Danes imamo ta privilegij, da obstajajo traktorji, kombajni in je veliko mehanizacija, vse lažje to. tako naprej. Ja. Se pravi, vsaka služba ima pluse, vsaka služba ima minuse in kot posameznik sočustvujem z vsemi. Večkrat sem povedal tudi kakšne zgodbe, ko pridem v trgovino, recimo, kaj se mi zgodi. Ljudje mislijo, če si na televiziji, da si od enkrat zdaj bogat. Ja. Ne? In pa, da si čist drugi razred. Pa tudi, če bi bil, zakaj bi me zdaj recimo drugače tretiral? Ja. Zakaj bi zdaj mene nekdo lepš pozdravil, kakor tebe, ko prideš v trgovino? Recimo, mene to blazno zmoti. Pa doživiš dosti tega? Jaz načeloma v večini primerov so ljudje do mene zelo prijazni in korektni. Če so te ljudje samo do mene prijazni in korektni, potem to prijaznost in korektnost lahko besijo mački okoli repa. Sam smatram, da to, s čemer se jaz ukvarjam, da ni nič kaj drugač, ker vidim, da je vsak posameznik v družbi vreden in nujno potreben. Se pravi, razumem in spoštujem recimo kakšne kirurge, ki opravljajo predstavljaš si, da zdaj rečeš, da odpreš človeku glavo, popraviš oziroma operiraš, narediš, zapreš. Messi pa Ronaldo sta pa več plačana kot ta človek. Ja. To je meni sporno. Itak. Pa mi lahko zdaj nekdo reče, da kaj češ tako v fuzbal gleda, toliko pa toliko ljudi. Ponavljam še enkrat, to je meni sporno. Ja. Ne bom pa rekel, da je prav, da imajo čistilke potem v isti tej stavbi tako slabo plačo. To mi je tudi sporno, ker klinični center brez teh ljudi ne bi mogel upravljati tovrstnih operacij. Tako da prej, ko se bomo zavedali, da smo vsi povezani med sabo bolj, kot si predstavljamo, lažje bomo naredili ta korak v boljšo prihodnost in predvsem bolj enakopravno prihodnost. Ker danes se nam dogaja, da se ločujemo, srednji sloj. mogli bi se pa nekako bolj združbati. Ne? To je moje videnje zdaj pa. Ja, ne, pa se mi zdi, da tu je že vse v načinu vzgoje, pa kako starši otrokom predstavijo različne poklice. Ne?
Jaz se spomnim, dosti krat, ko smo bili na igrišču, še v osnovni šoli, pa ne vem, so šli smetarniki mimo, pa so se eni norce delali z njih, ne vem, ti, ko se slabo čiš ali pa ko imaš same hakle, pa enke v šoli boš smetar, pazi se. Mislim, nekdo more biti smetar, mislim, pa ni to slab poklic. Dobro je, ne, to je, tako ti bom povedal. Smetarji smo mi, ljudje. Oni so v bistvu čistilci. Ena zgodbica je nekje, ki sta fotor pa sin. Ja. In sin reče, če tole smetari gor dol. Reče, ne, sine. Smetari smo mi, ki smetimo. Oni so čistilci. Na srečo imajo smetari oziroma čistilci, če lahko se zdaj tako izrazim, dodatek k svojemu delu, ki naj bi ravno zaradi tega, ki bi rekel, kaj počnejo. Ampak jaz mislim, da se strinjam s povedanim, nekdo more upravljati tudi takšna dela. Bi bilo pa pošteno, da potem imajo tudi čistilke dodatek, ker se njim ista stvar na nek način dogaja. Definitivno. Ker da mi moramo zdaj gledati, da v letu 2022, da ima lahko nekdo še zmeri 3,5 € na uro, to je brutalno, to je narobe. Jaz ne znam si predstavljati, kako je to sploh možno, da mi kot družba, kot država ali pa Evropa ali pa svet, po eni strani, ne vem, toliko hrane se zavrže, toliko denarja gre v luft za brezvezne stvari, po nepotrebnem, po drugi strani pa imaš, ne vem, družine, ko komaj shajajo otroke, ko, ne vem, zbiramo plastične zamaške, zato da bo lahko nekdo šel na morje, ali pa da se bo sofinanciralo nakup učbenikov, veš kaj mislim? Dame in gospodje, to je politika. Meni so rekli, pust politiko, dejno kva je s tabo. Če se ne ti z njo, se bo ona igrala s tabo. Tip je za name, ker zamini malo Švica. Brani Janeza, zato pa nismo druga Švica. Sam se ponižuje človek, ko je tiho, ko bi moral govoriti, zato se vračam s tihom. Prava politika je kurba. Ja. Ne, to so politiki dali to razmišljanje državljanom, da si ne zagarantirajo boljše prihodnosti. Politika je kurba. Ne, res, politika je veda. Politika je znanje. Politika je praktično vse, kar vidiš okoli nas. Tako da, prej, ko se tega zavedamo, prej bomo lahko, recimo, postali druga Švica ali pa Prva Švica. Ja. Ker imamo šanse samo, kolikor sem prej povedal, na državne položaje bi definitivno mogli dajati ljudi glede na njihovo znanje, ne pa na to, v kateri stranki je in ali je kimovc ali ni. Ne. Ja. Pa se ti zdi, da se, ne vem, vsaj meni se tako zdi, da se danes mlade preveč odvrača od tega, ker vsaj starejša generacija pravi, politika, tam se ne bo nič spremenilo, tam ne moš priti zraven, rajši se ne spušča v to. Valjda, če bomo spet Einsteinova teorija, nekaj na varianto, da je dvomno pričakovati drugačen rezultat, pa ponavljati vedno isto stvar. Ja. Zdaj, če sem lahko malo bolj direkten. Prosim. Če bomo mi volili 30 let ene in iste stranke oziroma določene nove obraze z istim ozadjem, potem lahko pričakujemo še naprej, da se bo dogajala korupcija na letni ravni 3 milijarde. Lahko pričakujemo. A ni zanimivo, da Janša na vsakih 8 let pride? Ne, pa v politiki nič ni naključje. Vse je načrtovano. Ne smemo reči, da sem se to jaz spomnil, ne smemo reči, da sem to jaz rekel. Dajmo reči, da je to rekel kdorkoli drug, ker res ne bi red imel težav. Vse, kar si hočem, je malo več spoštovanja za vse državljane. Hočem, da ljudje, kot so Aleksandra Pivec, nehajo lagati, da se borijo za kmete. Ja. Za kmete se lahko boriš na način,
da se več druža z njimi in jim več prisluhneš, kakšne so njihove težave in potem probaš kaj narediti za njih. Za kmete se ne moreš boriti, pa za penzioniste, da izdaš svoje volivce in potem ustanoviš spet neko novo zgodbo. Pa ne samo ona. Povej mi enega politika, ga bom z veseljem komentiral. Ne, jaz tako vem. Tak. No, tako, da ne bo izpadlo, da zdaj samo njo zdaj glih omenja, ampak pač glih njo moramo omeniti, ker ni slučajnost, da v politiki nič ni slučajno. In tudi ni slučajno, da je ona dobila slučajno stanovanje v istem bloku kot njen mož, ki je policist. Gospod policist, to ni nič osebenega, to so samo dejstva, da državljani razumejo, kaj pomeni biti prvorazreden državljan in drugorazreden državljan. Stanovanje, v katerem ona živi, je bilo plačano po kvadratnem metru 1760 evrov. Fuck. Veš, kakve so cene? Cena tega stanovanja na tej lokaciji, kjer tudi se pravi sam živim, 450 metrov zračne linije stran, so ti recimo od 3500 evrov pa recimo do 4500 evrov. Gospod, ki nje oddaja stanovanje, je slučajno zaposlen v državnem podjetju Slovenske železnice. Zelo sposoben človek. Ni ga v medijih, ne daje komentarjev, kjer je dim, je tudi ogenj. Gospod odloča o 100 milijonskih poslih, kje se bo kaj zidal, oziroma delal, gradil in kdo bo to gradil. Ja, voljda. In tudi ta firma, ki je gradila ta zdaj že tako prepoznaven blok v Novih Jaršah, no, ta gospod je dobil to stanovanje po tej ceni. Zdaj pa jaz sprašujem tega gospoda, pa gospod Aleksandro Pivec, dajte omogočati še mladim družinam, da kupimo kvadratni meter po tej ceni. Mi ne bomo jezni, če bo kvadratni meter 1760 evrov. Imamo pa vso pravico povedati, da se ne strinjamo s tem, da govoriš, da se boriš za kmeta, za delavca, za penzionista, po drugi strani pa tvoja dejanja kažejo obratno. Samo to. In jaz res ne želim biti tečen, ne želim biti problem. Jaz se vidim kot del rešitve. Pa se ti zdi, da nosiš z trenutno pač politično aktivnostjo, ki jo izvajaš, nosiš svojo odgovornost ali odgovornost tvojih somišljenikov? Ali... Jaz bi bil najbolj srečen, če bi lahko samo ustvaril glasbo in bi bil najbolj srečen, če še dobro, da imamo internet, še dobro, da imamo podcaste. Kako dolgo to je vprašanje? Ja, to je tudi dobro vprašanje, ne? Ker slej ka prej ne vemo, kam gremo. Ne? Ne, mislim, meni je grozno, ko pomislim, zdaj sploh v času korone, če si besedno zvezo COVID skupaj napisal, avtomatsko ti je Facebook sam skinil, algoritem je bil tako zastavljen, če si v videu povedal, se ti je spodaj kar flehica prikazala, da preveri uradno mnenje. Ok, to bi spet rekel zelo enostavno. Tukaj si bom sposodil citat od Orwella. To je delo novinarjev, to ni delo mene pa tebe. Zdaj pa, da se vprašamo, kaj je novinarstvo, ne? In on pravi, da je novinarstvo je tisto, za kar si vlada oziroma politika ne želi, da pride v javnost, oziroma da ne pride med ljudi. Vse ostalo, to, kar se nam plasira, temu se lahko reče odnos z javnostjo. Ja. To. Zdaj, mene ne moti, karkoli se je že dogajalo, mene moti, da je bilo drugo mnenje cenzurirano, ukinjeno, nedopustno. In to bi nas mogli skrbeti vse, in leve, in desne. Samo vsi so v istem zocu, ne? Vsi so... Mene ne zanimajo politiki, mene zanimajo ljudje. Ja, jaz se pol tudi dosti krat sprašujem, ki se tu zalomi, naprimer, ne vem, na eni novinarski hiši so ljudje takšnega mnenja,
Pa zakaj se ne upreš? Mislim, zakaj... Ponavljam še enkrat. Ker imajo plače, ker imajo družine, ker imajo otroke in ker niso neodvisni. Vem, ampak ne vem, verjamem, da je težko, eno je govoriti, drugo je narediti to, ampak se pač enega dne se pač zmeniš, pa ne gre noben službo. Kak bo RTV zvečer naredil dnevnik, če ne bo nobenga, ki recimo se želi upreti? Bojim se, da oni poznajo boljš ljudsko filozofijo, kakor jaz pa ti. Oni so točno vedeli, kakšna je situacija. Imajo vse na papirju. Koliko zaslužiš, koliko zaslužim, koliko zaslužiš. Vse se ve. Nič se ne more skriti. In v končni fazi, ponavljam še enkrat, najlepše, če vsak posameznik proba za začetek eksperiment sebe in bo vse lepše. To, da imamo pa mi takšne politike, kakršne imamo, je dejstvo, da si takšne politike zaslužimo in dokler ne bomo spremenili sebe, ne bomo mogli spremeniti niti politike. To so dejstva. Ja, pač sami smo, po eni strani smo si sami krivi, da je tako, ker dopuščamo to tako dolgo, ne? Se vpraši znance, kolege, prijatelje, a ti ne bi vzel 20 milijonov, če bi lahko? Pa jih preštej na prste, koliko jih bo rekel ne bi in koliko jim bi verjel. Hitro se pol... Tukaj pridemo do zaključka, da pridemo do teze, da hoče zdaj povedati, da smo vsi isti, pa pač to je res, da nismo. Ne. Kdorkoli pade na tezo, da so v politiki vsi isti, je to samo nova zmaga politike, da spregledaš resnične recimo borce. Mene je presenetilo predvsem v tem COVID času, da se okoli ničesar niso mogli strinjati. Samo okoli cepiva so se strinjali 100%. Pa še to ne od začetka do konca, ne? Presenetilo me je tudi to, da od 90 poslancev, ki bi mogli delovati mogli bi služiti narodu in ne politiki, ne ozadjih kakršnih koli, ampak ljudem. 90% je pustil njih ljudi na cedilu. V mojih očeh. Zdaj, če se motam, me lahko nekdo poprav, pa gremo lahko prebrskati v zgodovino pol leta, pa bomo videli, kdo vam laže, če lahko tako rečem. Danes pa vsi govorijo, zagovarjamo človekove pravice, zagovarjamo svoboščino, nismo za obvezno cepljenje, bla, 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 bla. Nič od tega ne drži. Ljudje ne smemo imeti spomina zlate ribice. V primeru, da se nam bo zgodil sindrom zlate ribice, to pomeni, da bomo... Pa meni se zdi, da se že. Bojim se, da se ne zavedajo resnosti situacije. Mi moramo nujno podreti udeležbo na volitvah. Ne zanima me, koga volite. Ne zanima me, koga volite. Sami moramo doseči volilno udeležbo, da bo podrla rekord. Ker v nasprotnem primeru se nam lahko zgodi Madžarska, Poljska, Srbija, en človek, en lider, vse televizije imamo pod kontrolo, vse banke imamo pod kontrolo, samo njega moramo slediti na kratko. Zgodi se nam lahko enoumje, ne zdaj, ampak v naslednjih 4 letih pa prav gotovo. Jaz to vidim tu mogoče malo problema. Po eni strani moraš biti polnoleten, da lahko voliš. Po drugi strani pa nekdo, ko je star, ne vem, 92 let, ko ni več pri zdravi pameti, ampak je zagrižen od malih nog, da bo isto stranko volil, gre spet na volišče in ne pusti možnosti mladim. Ne? Jaz ne vem, zakaj se ne bi mogla zakonodaja spremeniti, pa bi se dalo, če lahko nekdo voli, ko je v penziji, ne? Zakaj ne bi mogli mladoletni, ne vem, z nastopom v srednjo šolo že voliti. Oprosti, tukaj je napaka, ni napaka teh, ki jim lažejo in jih zavajajo že vsa ta leta. Napaka je teh, ki se tega zavedajo in ne poskrbijo za izobraževanje teh ljudi. Ker slej ka prej, ker se mi zavedamo, da program, s kakšnim hranimo naše gledalce, oni bojo to postali. Več, ko bo kvalitetnega programa, kvalitetnejše bo tudi naše volilno telo. Če bo prioriteta ljudem, da gledajo neumnosti, bomo imeli takšne rezultate. Samo tu igra
veliki vložek človeška narava. Ne? Mislim, vse veš, mi imamo izbiro, vsak ima izbiro, ali bo vklopil TV, na kateri program bo dal, bo šel na internet, ali pa pač ne boš. Ne. Dejstvo je tudi to, da pravim, situacija je ful bolj resna, kot se ljudje predstavljajo. Se pravi, zdaj se dogaja, ali bomo postali družba avtokratska, ali bomo odbranili naše svoboščine in evropske vrednote v pravem pomenu besede. Na državljanih je, da se odločijo. Vem, da jim, še posebej mladim, politika ne predstavlja nič drugega, kakor politika je kurba stran od tega, kar je narobe. Niti jih ne zanima po eni strani. Zaradi tega, ker ne želijo, da jih zanima. Kakor si ne želijo, da nas zanima, kako plemeniti svoj dobiček. To nas noben ne uči, ne? Ampak nas vse učijo po eni in isti poti. In potem moramo imeti srečo, da se znajdemo v dobri družbi, kjer lahko en drugega izboljšujemo. Ampak to moraš imeti res srečo. Splet okoliščin, tako se reče družba, morate se res recimo poklopiti. Eno je zdaj tukaj tudi ta feeling. Eni ljudje so enostavno bolj sposobni od drugih. To so dejstva. In zdaj edina stvar, kar si jaz želim, da te sposobni ljudje ne zanemarijo srca. To je to. Fovšija bo vedno prisotna in je napačen pristop, ker če bom jaz ful fovš teb, ker gre teb ful dober, jaz zaradi tega nam nič boljši postal in meni zaradi tega ne šlo nič boljš, kvečemu obratno. Zelo težko je iti čez to, da jaz znam pohvaliti tvoje delo in biti resnično srečen za tebe, po drugi strani pa čakati svojo priložnost. Ker je lažje reči, kva on misel, vsega jaz poznam, pa te pozna iz 18 let nazaj. Ali pa te bežno videl, ali pa... V 18 letih si ti lahko v ratu 14krat drug človek. Čist drugi človek. Mislim, jaz že osebno vem pri sebi, jaz recimo, da imam glede na svoje obnašanje pa razmišljanje dober spomin in točno vem, kako si nas razmišljal, ne vem, med 30 letih pa 25 in že sem presenečen, pa pač spremem to, jaz sem takrat čisto drugače razmišljal. Nekdo tako pa ti rekel, pač ne vem, ali ni čustveno tako razvit, da pač sprejema pa zna biti objektivn. V mojem primeru vedno, ko me ljudje žalijo, ko so arogantni, pazi, mene ne žalijo samo zaradi tega, kar sem jaz rekel. Mene vedno žalijo na verski osnovi, pa na narodni pripadnosti. Ampak zakaj to folk tako moti? Ne vem zakaj, se tudi ne bom spuščal v to. Ampak hočem povedati, da jaz hejt, katerega imam skozi celo svojo kariero, je drugačen hejt, kakor ga ima povprečen glasbenik ali medijsko izpostavljena oseba. Eno je zato, ker če boš govoril resnico in stal za resnico, boš vedno izpadel ekstremist. Drugo, jaz njim vsem odpuščam, ker vem, da je čas najboljši pokazatelj in najboljši rešitelj. Ni enostavno, ampak je pa potrebno, ker sem dostikrat bil priča, da ljudje pridejo in rečejo, stari oprosti, 5 let sem mislil, da si klovan, ampak zdaj sem res, ker ljudje potem pridejo do neke točke. Spoznajo, da kaj je njihovo življenje. A je smisel življenja hoditi v službo 8 ur, končati službo, neki pam, čaka, da prije vikend, pam. Pa spet je ono novo. Če je to nekomu smislu življenja, jaz nimam nič proti. Ampak jaz verjamem, da je življenje veliko več. Recimo, če se dvigneš klele, če gremo zdaj na Pohorje, meni je to smisel življenja. In pa pogledava dol Maribor in vidiš, da so v bistvu to toliko majhne težave in da so ljudje tisti, ki delajo tako napetost in da sploh ni v resnici tak problem za rešiti, karkoli se že dogaja trenutno v družbi, ampak da je človek tist,
ki bi vse rad dons, zdaj, yes, več, še. Ja. Ko greš pa enkrat gor, pa se predihaš, v končni fazi zaradi mene lahko objamete drevo. Jaz se dostakrat slikam, ko objamem drevo, pa ljudje mislijo, kva zdaj, jaz se pač hočem povedati, da ja, daj raje objem drevo, stari. Pač objem drevo, sprosti energijo svojo, ali je to ali pozitivno, kakršnakoli. Sam zameni, da ne bo tvoj life ratu klasična pač rutina, ampak spet ne želim izpadati tukaj vse vedi zlatko, daleč od tega, ampak moram priznati, da pri svojih 39 letih imam pa že kar neki kilometrine. Ja. Ne, enim pa še tak način življenja. Ne. Zdaj pač vsak mora biti toliko zaveden, da ve, da ni skozi v istem boksu, ne, da se mu ne dogaja ista rutina. Se pravim, nimam nič proti, vsak posameznik lahko s svojim življenjem počne karkoli želi, dokler ne škoduje ostalim. Tudi sovražna beseda je za marsikoga močnejša kot udarc. Nekdo lažje prenese udarc, kakor pa sovražne komentarje. In moje osebno mnenje, kakor se kaznuje prehitra vožnja, tako bi se mogli kaznovati tudi sovražne komentarje. To mislim na te komentarje. Internetne trole pa podobne stvari, ja. Res te grde, ker se hitro najde, kdo je kdo. Ja. Plus, da o teh brezvrtrenčarjih in trolih sploh ne bi izgubil besed, ampak te ljudje, ki nimajo poguma s svojim imenom in primkom, ki se sramujo imena, ki so jim ga izbrali starši, že to veliko pove o njih. Te, ki pa so pripravljeni zganjati ksenofobijo ali pa so pripravljeni zaradi svojega nezadovoljstva napadati nekoga drugega in duševno vplivati na njegov duh, na njegovo počutje, ker marsikdo odneha. Veš da, mislim, ni to dotolčete, ni. Bravo, to so prave besede. Lahko je nekdo močen teden, dva, eno leto, v zadju pa ti veš, kaj se njemu v glavi dogaja, pa plete. Tudi jaz ne moram vedeti, kaj se meni dogaja, pa plete. Ne? Ja. A veš, meni ni bilo lepo, ko sem prebral, da so od Janeza Ivana Janše troli prodajali mojo bosansko družino. Jaz se nisem lepo počutil, ko so moje otroke označili za WC krtačke. Veš, pa sem šel do svoje zdravnice, pa sem rekel, da bi prosil red napotnico za enega psihiatra oziroma psihologa, da bi se pogovoril z nekom o tem, da ne pride to za mano. Ja, da ti je resnih posledic. A misliš, da sem prišel na vrsto? Itak, da ne. Nisem prišel na vrsto. In zdaj meni govorijo te isti ljudje, kako zdaj od enkrat vsi poznajo rešitev za javno zdravstvo. Ja. V 30 letih pa niso mogli tega rešiti. Se pravi, še enkrat ponavljam, vsi na volitve, pa ne verjeti tem, ki imajo rešitev za vse. To je prvo pravilo. Jaz sam, glede na to, da sem bil praktično zvlečen, oziroma da mi drugega ni preostalo, da lahko povem, kar se mi vse recimo dogajalo, in ker sem videl, da od 90 ljudi ni bilo enega, ki bi častno zagovarjal Ustavo Republike Slovenije, sem se odločil, da ko pride jesen, če se začnejo novi lockdowni, če se začnejo nove... Jaz mislim, da se bojo. Če se začnejo nove policijske ure, omojevanje svoboščine, maske in tako naprej. Skratka, ne vem. Ja. V primeru, da se dajem na razpolago, da mi lahko ljudje zaupajo, sem na listi Naša prihodnost in dobra država. Odločil sem se, že prej sem podprl Ivana Galeta, ampak zdaj sem se odločil, da ga tudi podprem politično. Njegovo zgodbo verjetno ljudje poznajo. Tisti, ki ne, predlagam, da si pogooglajo, ker jaz nisem prišel sem delati reklame niti za sebe, niti za njega, ampak navajam samo dejstva. Kandidiral bom na
Novih Fužinah in Štepanskem naselju. Na Novih Fužinah me poznajo ljudje malo bolj, v Štepancu malo manj, ampak je to podoben koncept. Sosedske so si dosti podobne. Ja. Če dobim njihovo zaupanje, 3 stvari lahko samo obljubam. Da bom Te vedno, bojo vzeli za besedo, da kaj bom še rekel. naj me držijo za besedo, ker me vedno lahko. Da bom vedno glasoval po lastni vesti, da nikoli ne bom razočaral svojih volivcev, pa da se bom vedno boril za malega človeka. In zdaj preden me ljudje obsodijo, ker sem že videl, ker sem delil te Tako je. statuse, mali človek, tukaj že deliš ljudi na bla bla, ne. Poglejte si, kaj pomeni mali človek, pa potem komentirajte. Jaz sem mali človek. Vsi moji bližji prijatelji so mali ljudje, ki imamo veliko srce. Strici, tete, vse mali ljudje. Oče, mama, mali ljudje. Bratranc, mali človek, drug bratranc, isto. Delamo lahko velike stvari, imamo lahko veliko srce, ampak definitivno, če ne bodo zaupali meni, jaz jim ne bom zameril, ampak bom imel mirno vest, da se več ne vračam nazaj na ulico, kjer mi bodo vzeli prostost za 48 ur, ker sem branil svobodo, kjer mi bodo zaprli račune na novi KBM in ne samo meni, tudi moji ženi, zato ker sem bil aktiven, ker sem postavljal vprašanja, ki jih novinarji niso, da mi bodo spet odvzeli status, ker bom škoda, danes je edini dan, ker nimam sabo Ustave Republike Slovenije, Okay. ponovadi imam vse naštiman Ja. in lahko ljudem tudi pokažem. Se pravi, vse tisto, kar sem zdaj dal čez in vse tisto, kar se je dogajalo, česarkoli so me obsodili, Kreka, se spomniš, Ja. Pažalo vodo. Pardon, ker zdi se mi, da se ljudje ne zavedajo, da se to lahko vsakemu zgodi. Veš, samo To je to. kako se ne zavedaš tega? Veš, kaj mislim, ti si pač uporabil svoj glas. Ne? Moja želja je bila samo, da ljudem pokažem, kaj se zgodi z nekom, ki zagovarja svobodo v pravem pomenu besede. Da ljudem pokažem, da demokracija ni samoumevna, da ljudem pokažem. Si se kdaj bal za svojo varnost? Jaz se nekaj preveč niti ne obremenjujem. Jaz sem v življenju doživel toliko lepih trenutkov, več lepih kot slabih. Pojedel sem cel kup ene hrane, popil cel kup enih naravnih sokov, občutil slast morja, osvojil sem Triglav. Marsikaj tazga sem doživel v življenju, kar mi je super mi je, wow. Tako da, a imam strah? Moj strah je samo to, da upam, da sem nabral več plusov v življenju, kot minusov. Kaj pa so Strah. plusi? Pa mislim, Moji plusi, recimo, to si dobro vprašal, se pravi, da sem naredil več dobrih stvari, kot slabih. Strah pred komorkoli, ki je od krvi in mesa, nimam strahu. mislim, kje so tiste vrednote pa stvari, ki jih ceniš pri sebi, če sebe gledaš kot osebo, pa to, kaj bi ti rad dosegel v življenju? Ne bi zdaj izpostavljal sebe tukaj v prvem planu, ampak bi rekel, da enostavno tiste vrednote, pač katerekoli že so, jaz mislim, da so že mnogokrat pojasnjene. Vsi tisti, ki spremljajo mojo glasbo, jim je na nek način jasno, kaj zagovarjam, zakaj zagovarjam in kako. Po drugi strani pa še enkrat, da se vrneva samo malo nazaj. Se pravi, 2 leti sem bil na cesti, iskreno, ne zato, ker bi mogel. Vse privilegije, katere so mi ljudje zavidali, sem izgubil.
A sem se jaz tega zavedal, ker sem se spuščal v to? Definitivno. Pa jaz niti temu ne bi rekel privilegije. Pazi, meni to nič ne pomeni. Ja. Kaj meni pomeni, da imam jaz lahko sponzorirane trenerke od Adidasa, če ne smem govoriti resnice, če ne smem zagovarjati v pravem pomenu besede javno zdravstvo, če ne smem povedati oziroma samo deliti informacijo, katero sem prebral, kdo je naredil karkoli narobe. Samo tu se samo pokaže, kako so ljudje, kako bi rekel, materialistično usmerjeni. Veš, ljudje so ti favš, ker ti dobiš sponzorstvo. To je narobe. En je rekel, en video sem naredil, ker sem razlagal, no pa dajmo se pogovarjati o trenerkarjih. In sem v trenerki in pač to je bila takrat, ko je Janez Ivan Janša zelo nesramno poniževal te, če lahko rečem tako, migrante oziroma otroke vseh migrantov in jih označil za trenirkarje. To je tako, kot da bi označil nekoga, da je manj vreden. In tega se ljudje niti dobro ne zavedajo. Tudi te, ki njemu nasedajo na te, on more futrati to svoje volilno telo, ki je takšno, kakršno je. Jaz nimam nič proti njim, niti osebno nimam nič proti njemu. Me pa moti njegova politika. In ta politika se imenuje janšizem. In to je janšizem, ker moraš konstantno deliti in opozarjati, da je nekdo sovražnik tam, po drugi strani pa ne vidiš, da gre 3 milijarde vsak let splava po vodi nekam. Samo mi je presenetljivo, šokantno, da se pa vsak ima zgodovino v osnovni šoli, v srednji šoli. Se vidiš iste vzorce skozi čas, veš pa kak na folko klikne, kak nas kapira. Kaj so tako zatopljeni v svoje osebne stvari, da jih sploh ne zanima, kaj se okoli njih dogaja, niso zavedni. Zadeva je zelo enostavna v tem primeru. Vsi poznamo zdaj un citat, ki je večkrat krožil okoli. Najprej so prišli po tega, nisem se oglasil, ker nisem bil ta. Potem so prišli po zid, nisem se oglasil, ker nisem bil zid. Potem so prišli po vrata, nisem se oglasil, ker nisem bil vrata. Ko so prišli po mene, ni bilo več nikogar, ki bi se oglasil. To je to. Če ljudje želijo živeti v takšni družbi in če večina ljudi stremi k temu, super, nimam nič proti, ostanite tih, bojte se za svojih tok pa tok na mesec. Meni tok pa tok teh na mesec ali pa kjerikoli te privilegije ne pomenijo nič, če je to cena, katero plačujemo, da uničujemo prihodnost mojih otrok. In ne samo mojih otrok, ampak vseh otrok. To je bistvena razlika. Ne? Tako da vedno bodo poskrbeli za kruha in iger. Ne? To je tako znano in tako lepo povedano. Ne? Kruha in iger. Malo kruhca, malo iger, vse dogaja, dvorni norčki delajo svoj posel. Zlate ribice, pozabijo, kaj je bilo eno leto nazaj. Eni so se pripravljeni cepati tudi 14-krat, kljub temu, da nimam nič proti cepivu, se pravi, daleč od tega, da bi jaz bil anticepivc, sploh nisem, ampak v tej zgodbi in tako naprej, kolikor se je že odvijala in kolikor se bo že nadaljevala, ni bilo glih vse po PS-u, no, če lahko rečem. Vrlo. Rekel si, da imaš družino, kako handlaš privatno življenje z javnim? Nimam jaz neki, mislim, moje privatno življenje, neki ne izpostavljam niti svojih otrok, niti svoje žene, nasploh svojega privatnega življenja ne mešam kaj preveč tako z javnim. Na RTV enkrat smo leteli, mislim, da ali dvakrat nekako tako, ampak to predvsem na njihovo željo. Se pravi, ker družino res moraš zaščititi. Vse je v redu, dokler se dotikajo samo tebe. Takrat, ko gre pa čez to črto, to je pa pol ta pač kultura naše tudi družbe. In ker nimajo milosti, ne. Enostavno grejo čez trupla, po domač povedano. Zdaj, a bi jaz svoje otroke vzgajal tako v eni vatici, pač ne bi. Slej, ki prej morajo spoznati tudi kruto realnost tega sveta. Poleg vse dobrote, tudi kruto realnost.
Ne smemo pozabiti, mi živimo še vedno v nekem privilegiranem svetu, ne? In to je fajn, to je prav. Ne smemo biti pa pozebe in se obnašati, da mi nimamo nič s tem, da nekdo zelo težko pride do hrane ali pa zelo težko pride do vode. In ta mindset, ki preklopimo, bo pol lažje. Marsikdo se pritožuje, zdaj si recimo videl, kaj pomeni dvoličnost Evrope. Zdaj smo imeli idealen primer, kaj pomeni dvoličnost Evrope. Ker jaz recimo, če bom šel zdaj študirati Jezusa, ne bom videl, da je on učil, da sprejmemo samo begunce, ki imajo svetlejšo polt, barvo kože, ali pa svetlejše barve oči. Recimo, ti imaš zdaj modre, če se ne motim. Jaz imam rjave. Mene bi pustili na meji, ti, ki z modrimi si dobrodošaš. To je ta zgodba, ker je res recimo žalostna. In predvsem v enem mesecu te agresije 4 milijona ljudi je moglo zapustiti svoje domove, dve Sloveniji, vojna je zlo. Vedno, definitivno. Ni dobre vojne in ni slabega miru in jaz ne želim zauzemati nobene pozicije, ampak definitivno zagovarjam v smislu ukrajinskega naroda, narod kot tak, da ni prav, da zato, ker se gospodje v kravatah ne zna zmeniti oziroma imajo svoje plane v ozadju, ki jih mi ne poznamo, kjerkoli teorije, ki jih poslušamo, ni prav in sem proti temu. Ukrajina ima me, ok, to me zanima, zagovarjam tako Ukrajino, kakor je v teh njenih mejah in nimam nič proti Rusiji, ravno nasprotno. Imajo cel kup izvenrednih skladateljev, piscev, kultura njihova isto neverjetna. Katere so vse v zadnjem cajtu ukinili, od prireditev do... To sem hotel pa povedati, to je pa narobe, to je pa bolano in tega tudi ne podpiram, ne? Ker če mene lahko motivira Dostojevski ali pa, ne vem, Nikola Tesla, meni je vsem, kjer je narodna pripadnost je on. Če je on mene pozval na nekaj dobrega in če mi je odprl pogled in če sem zaradi njihovih razlag postal boljši zemljan, meni je vsem, kjer mu narodu on pripada. Tako da, to je to, no, res ne smemo pozabiti, da smo ena zlata sredina in da to moramo negovati in spoštovati. Vse o tem je kar dosti govora, sam se mi ne zdi nič narobe, če to še večkrat ponovimo. Se mi zdi, da zaradi tega, mogoče moja opaska, ker si začel z rapom svojo kariero pa svoj način življenja, ti je tako, kako bi rekel, hip-hop rap kultura dala možnost, da si danes to, kaj si, da si glas drugače mislečih. Lahko bi pa, na primer, ti obral drugo pot, pa bi, ne vem, že svojim otrokom ob rojstvu naredil Instagram profil, pa bi govoril o lepih stvareh, pa bi se ne spuščal v to kritično. Ja, seveda. Pa bi bil dvorni norček, a ne? Ja, veš, ampak pol je pa zdaj spet tako dosti mladine danes v Sloveniji idealizira, kako bi rekel, tvoj nasprotni lik. Nič hudega. Zdaj, kaj je prav, kaj ni prav, veš? Ko bodo imeli težavo pride do stanovanja, se bodo lahko spomnili za nazaj, kaj je govoril Zlatko, kaj je pisal Zlatko in kaj so pisali ostali, katerim so dajali mogoče neko večjo težnost v smislu tega sveta na Instagramu. Ta svet je nerealen. Mene ne zanima nerealen svet. Mene zanima sedanjost, prihodnost in to, kar se resnično dogaja. Jaz mlade ne nagovarjam, jaz vem, kako bi vi mogli, jaz vem, kaj prav, jaz nimam pojma. Jaz sem bil tudi mlad in vse, kar bi si želel, da bi mi nekdo prisluhnil. In jaz sem zagovornik, da mladi morajo sami povedati, kaj si želijo, kam si želijo in na kakšen način. Ne pa, da jim kdorkoli, Bog ne daj, še najmanj politiki, začnejo govoriti o mladih, kaj bi oni mogli, kaj ni manjka in tako naprej. Nobenih pa v resnici ne posluša, ker so vsi
Yes, še, zdaj, gas, ne? Tako, po domač Veš, povedano. kam je bilo najbolj absurdno, res pa smo že pač doživeli tragedije, pa žalostne, pa grozljive stvari iz celih koncev sveta, ampak najbolj tak, da sem se pa res zamislil, ker se dogaja to v mojem okolju, pa je bilo, ko so dijakom prve gimnazije Maribor, ki so protestirali, da hočejo šolanje v šoli, ne nadaljavo. Kapo dol. Zunaj na prostem so protestirali za izobraževanje, so jim pisali kazni. Bolano. Dobro, je bilo pol zavrženo. Ne, nima ampak veze. nema veze. Ne, Ja. nima veze. Gre se za to, da, veš, Gre se za to, da samo, kad dvigneš glavo, da jo treba čim prej presekati, da jo treba odsekati, da jih je treba ustrašiti, da jih naredimo v sužnje, da jih naredimo v ubogljive hlapce, po domač povedano. ampak mislim, policaj, ko je šel otroku napisati kazen, kaj nisi starš. Poslušaj, policaj, ki je šel otroku napisati kazen, je isti policaj, s katerim sem jaz bil zdaj 2 leti na ulici. 75% teh policistov enako razmišlja kot jaz pa ti. Enako je bilo proti ukrepom, enako so imeli težave, če hočejo opravljati svojo službo, se morajo cepati. To je prisila v cepljenje. Razlika je samo v tem, da sem jaz eden izmed tistih, ki to govori na glas in se moj glas sliši tlje. In te isti policaji imajo družine, imajo kredite, želijo pelati svoje otroke na morje. In oni samo izvršujejo ukaze, Samo kako daleč bo šlo to? bolane ukaze. Kako daleč bo, kaj bo potrebno, da bojo spet rekli, ja, samo izvrševali smo Potrebno ukaze. je, idealna priložnost je zdaj. Tega ne smemo pozabiti, to moramo govoriti. Ljudje bi danes najraje rekli, pustimo to, to je že za nami. Ja, to je že za nami, ampak pozabljajo, da je nov krog pred nami. Ja. In če hočete imeti spet to vrstne situacije, potem izvolite, obkrožite za SDS, NSI, Levico, LMŠ, SD. Kdo so še novi rešitelji? Kaj je to? Nima veze. Ja. Svoboda, gibanje za svobodo. Ja. Obkrožite te ljudi, če hočete imeti podobno varianto. Obkrožite jih. Če želite karkoli drugega, poglejte v zadnjih 2 letih. Samo je folk hitro pozabi. Naj pozabijo. Ljudje se ne spomnijo. Jaz vem, da lani, kako so se ukrepi končali, pa ko je folk lahko šel na morje, brez nekih ekstra dokazov. Vse jasno. Takoj so pozabili. Ja. Super, je vse samo dalo gremo mi na morje, vouchere smo dobili. A veš, kje je še hujša varianta bila? Ko so odprli lokale. Ja, samo da so lao kavice na sončku. Ampak, pazi, vse je to v redu in jim tudi ne zameram in jih razumem. Samo upam, da bodo vsaj toliko odgovorni in šli oddati svoj glas za kogarkoli. Ker če mi želimo doseči, da se bodo res mogli konkretno usedeti pa pogovarjati, mora biti volilna udeležba zelo visoka, ker takrat, to moramo povedati, Ja. dosti ljudi ne ve, da če ne gre na volitve, avtomatično njegov glas dobi nekdo, ki se on z njim najmanj strinja. Ja, valjda. A si predstavljaš to? Take stvari govoriti ljudem, take stvari omenjati. Zdaj imamo primer, cel kup variant, ki je res smešnih. Na RTV-ju so ukinili par oddaj, Ja. glih za časa Predvolilnih. predvolilnih soočanj in tega naprej, ne, da ne bi slučajno bilo še kakšno drugo mnenje. Poleg tega pa ene stranke imajo privilegij, da so parlamentarne stranke, določene stranke, ki imajo isti potencial, pa ne morejo biti, ker so tako naštimali recimo zakone. In že zaradi tega je dobro iti na volitve. Ja. V končni fazi, žal mi je, ker nimam s sabo Ustave Republike Slovenije, da bi prav točno prebral, kjer člen Ja. Ustave pravi, da je država dolžna poskrbeti
za stanovanja. In to ljudje morajo razumeti, da so oni dolžni zahtevati svoje pravice, ker opravljajo svoje dolžnosti. Ja. Jaz sem živi primer, da sem bil 10-11 let v najemnini, plačeval sem lahko 700 do 1000 evrov stroški vsak mesec. To so ti dovolili? To so mi dovolili. Ja. Nisem pa mogel dobiti kredita, kjer bi lahko 500 evrov na mesec odplačeval svojo nepremičnino. In to je narobe. In mislim, da direktor Nove Ljubljanske banke zelo opozarja na to varianto. To se mi zdi cool. Kaj je pa v ozadju, da nekomu ni v interesu, da se te stvari spremenijo? Dame in gospodje, to je politika. Ja. In zdaj, vsi pričakujejo mlade družine, zakaj nimajo otrok, zakaj nimajo tega, zakaj nimajo... Pa sej, ne morejo si privoščiti. Vsi ne morejo privoščiti, realno gledano, če tako pogledaš. Mislim, spet tukaj odvisno, razumeš, koliko si ti kakšne so tvoje želje po prihodnosti, po družini. In vsem tem. Ampak sam smatram, da nikomur ni enostavno. Ja. Večinoma ljudi preživlja, večinoma ljudi ne živi življenja. Pač iz meseca v mesec. Tako. Meni je zabavno, da mi je zanj nekdo komentiral, ta tvoja trenerka je 200 evrov. Po en komentiral, ne vem, nekaj isto kol denarja. Ja. Ljudje pozabljajo, da jaz recimo kot glasbenik 2 leti nisem mogel sploh delati. Nobenih koncertov, nastopov. A ste mene slišali jamrati? Pa ne bi dal zadovoljstva tem malim pozebicam, da bi mene slišali jamrati. Pa jaz bom raj umrl od lakote, kakor da me boste slišali jamrati. Zakaj? Ker na drugem koncu sveta ljudje umirajo od lakote, pa ne jamrajo. Pa nimajo pitne vode, pa tako. Ne vem, kaj še. In jaz se zavedam privilegijev, teh plusov, kateri so bolj pomembni za življenje. Ampak ko imamo mi zastrupljeno družbo na nek način, oprano preko reklam, preko prikazano neko življenje, katerega ljudje dejansko ne živijo, je zelo težko spoštovati te osnovne vrednote, ki so bolj pomembne, kakor pa pač ta slika, katera se kaže in plasira in mladim, pa tudi na nek način, če lahko tako rečem, pa moja tudi starim. No. Ja. Prej si omenil, da si nameraval, da bo Svoboda tvoj zadnji album? Ja. Kaj to pomeni, da se dokončno nekaj? Julian Mag bi mogel biti zadnji album. Svoboda je nastala kot odgovor. Okay. Zdaj, če bomo pogledali Svoboda, ne? Na ovitku je golob. Ja. So ene stvari, veš, tako neverjetne, ne? Ampak ta album je zdaj končan, narejen. V prihodnosti, karkoli bom počel striktno iz uživancije in striktno, sem tudi zdaj v bistvu tako počel. Sam jaz bi si raj želel pisati komade, kakor so Diamanti, Razlog, lepi komadi v bistvu, kakor pa to, da bi se mogel vračati v studio, zato ker mi je bila odvzeta pravica zagovora, da bi se lahko zagovarjal, ker če katerikoli medij mene obtožuje nečesar in če mi ne da možnosti zagovora, to je nedemokratičen medij. Mene nihče ni poklical za izjavo, nikoli me nihče ni poklical za izjavo, pa da bi jaz rekel, ne dajem izjav. Tako da glasba definitivno, jaz bom ustvaril do smrti. Ok, cool. Enih par vprašanj smo še dobili, kar se tiče tvoje glasbene plati. Kaj bi v bistvu svetoval mladim, upam, up and coming raperjem glede pisanja besedil, čemu se naj danes v današnjem okolju družbi posvetijo, na kaj naj bodo pazljivi? Jaz mislim, da je dobro, da mladi sam poslušajo svoje srce, svojo dušo, pišejo svoje težave, pišejo trenutno situacijo, pišejo, kako se počutijo. Razumem, da mora biti tudi ta žurka je dobra, ampak prekomerno žuranje ne prinese nič dobrega. Ponavljam, prekomerno žuranje ne prinese ničesar dobrega. Podpiram, všeč mi je, da se rojevajo novi mladi producenti, novi MC-ji,
trap MC, drugačni MC, drugačni sočasi in je super, da izražajo sebe, da čim več, the best je, si videl, ker sem prišel k tebi na podcast, sem takoj videl, ne vem, Tupaka, Jordana, Michael Jacksona, Mike Tysona, v bistvu vsi ljudje, kateri so meni top in kar mi je the best, da je dobro, da tebe on lahko nekako inspirira, ampak še vedno, ko se ti lotaš nečesar svojega, da daš noter Sebe. velik del sebe. Vpliv se pa normalno, da lahko recimo potem začuti. Logično. Tako da jaz bi sam svetoval glavo gor, verjemite vase in verjemite v svoje sposobnosti, izogibite se negativcev, tisti, ki vam rečejo, koliko je to težko, koliko se to ne da, čim najde, da se mu to ponavlja, bej stran od njega na kilometer. Slej ka prej, ali bo on tebe dol zvlekel, ali pa ti njega gor. Sam težje boš ti njega gor zvlekel, če se on ne bo hotel spreminjati. Pa ne to, da si ti slab, ampak ti moraš iti narediti svojo zgodbo, narediti svojo pot, slediti svojim idejam, pa ne glede na to, zdaj je to glasba, ali je to film, ali je to karkoli drugega. Ne. Tvoje izkušnje pa mnenja oziroma nasveti, samo izdaja, založbe, streaming platforme? Dobra tema. Če si na začetku, definitivno je dobro, da greš na založbo. Zakaj? Ker imajo utečene kanale, ker se lahko vedno z nekom usedeš, da ti lepo razloži zadeve, kako potekajo, ker je prednost danes tudi tega, da imamo TikTok, YouTube, Facebook, se mogoče marsikomu ne zdi, da ne rabi založbe, ampak če si pri založbi, so ipak tukaj v ozadju določeni verjetno stari mački, ki poznajo določene variante, kako zdaj narediti tebe, uveljaviti te kot ime, ker spet je drugač, če se verjetno komad pošlje iz založbe na radio, ali pa če ga ti začneš pošiljati kot no-name artist. Razen, če ga dobi v roke neki glasbeni urednik, ki plemenito opravlja svoje delo, prisluhne, začuti in potem to recimo tudi predvaja. Tako da obe plati sta dobre. Obe. Jaz sem obe probal. Zdaj v teh časih to nikomor in to sploh še nisem omenil. Ves ta pritisk, ki se je dogajal poleg tega. Jaz sem album Svoboda bil primoran izdati na Nika Records. Nika Records je bila založba, ki bi mi gladko lahko rekla, da ne želi sodelovati z mano, ker bo lahko imela probleme. Ampak so izdali album in podprli na nek način aktivizem, za kar se še enkrat zahvaljujem celotni ekipi. Si imel ti ali pa založba kakšne probleme po izdaji? Ne. Jaz sem imel, v samo založbi sem izdajal, se pravi CD preko društva. Ne? Ja. In ker so mene iz vseh strani, če lahko tako rečem, se lotali, to nikoli še nisem javno nič pisal o temu, niti govoril, to zdaj prvič tebi razlagam, pa ne bom predolg, sam na kratko, da bom povedal ljudem, se pravi, so šli zaprt vse kanale, kjer bi jaz lahko tudi, se pravi, da bi tudi lahko recimo izdal album, tudi to so mi onemogočili, čist protipravno, čist delajo, ne spoštujejo nobene črke zakona. Če ne želite take prihodnosti, veste kaj, vsak posameznik se lahko vpraša, kaj če bi se to dogajalo meni. Ja. Pust Zlatkota. Kaj če bi se to dogajalo Domnu? Ja. Če si moj, ne moram reči sovražnik, ampak tudi če si nekdo, ki se jaz z njim ne strinjam, ki ga ne spoštujem, ne bom prenesel tega, da lahko nekdo, ki vodi državo, zlorablja državne aparate in proti črki zakona tebe kaznuje. Na to ne bom pristal, zato bom šel na volitve in definitivno vsak glas šteje. Če kdo misli, da njegov glas ni pomemben, pa še kako je pomemben.
Mislim, da je kaj je bil referendum, ali kako so že oni imeli v Ameriki, se bo govoril anglešk, a bo prvi jezik angleščina ali nemščina. Mislim, da je bil za par glasov je šlo, da bo pač angleščina. Lahko si predstavljate, kaj bi bilo, če bi zmagala nemščina. Fak, ja. Daj mi reči, ki se vidiš čez 5, 10 let, 30 aktivnega Zlatkota, glasbenika v politiki, ali kakšne imaš cilje, tako bom rekel, no? Kje se vidim čez 30 let? Ajde, rečemo, da teh 20 dni lahko opišem, da si želim, da jih preživim čim bolj v miru, da se napolne moja duša s potrpežljivostjo, strpnostjo, kar pa prihodnost prinaša, ne vem, ampak definitivno sem pripravljen, sprejel sem ta izziv, ne zato, ker bi si to želel. Včeraj sem gledal posnetek iz leta 2014, kjer se je moj prijatelj Denis Trikovič pridružil v Združeni levici, takrat z Matjažem Hanškom, Violeta Tomič je bila pri Trsu in tako naprej. In takrat sem jaz 2 mandata podprl to zgodbo, ker sem verjel v to zgodbo, ker je on verjel v to zgodbo, ker je moj prijatelj. Ja. In če je on verjel v to zgodbo, ker je moj prijatelj, sem jaz verjel v to zgodbo in tako naprej. In že takrat so meni ljudje govorili, ti bi mogel iti. Jaz si pa nikoli nisem želel iti, ker sem vedno smatral, da je dobro, da jaz se ukvarjam z glasbo in da pošiljam pozitivna sporočila in da prepustimo drugim ljudem, da se ukvarjajo s tem in da to delajo čim bolj pošteno in plemenito. Takrat v tej Združeni levici, kasneje zdaj levici, je prišlo do takšnih in drugačnih variant. Mnogi ljudje, kateri so podpirali to idejo, so pozabljeni. Vem, da so oni imeli zapisan v statutu, da vsak lahko opravi 2 mandata kot poslanec. Mesec gre zdaj v 3. Pa nimam nič osebno proti njemu. Spremenili so statut, ali? Nimam nič osebno proti njemu, samo to so ene stvari, katere ljudje sploh ne vedo. Pač dejstvo je eno, ne. Kdor je bliže ognju, ta se boljše greje. In vse se to lepo sliši. Jaz moram govoriti. Ja. Moram biti direkten, ker sem nekje zasledil večkrat, ko je Ivan Gale ustanovil svojo stranko in tudi zdaj, ko sem se s njemu pridružil, so nam učitelj drobljenja glasov. Zdaj pa tako, 48% ljudi ne hodi na volitve, ne zato, ker se jim ne da, ne zato, ker so leni, ne zato, ker je politika kurba. Velik procent od teh 48% ne hodi zato, ker niso neumni. Ker vidijo, kaj se dogaja v zadnjih 30 letih in so naveličani, da te male pozebe, ko jim mi zaupamo svoje glasove, izdajo svoje volivce in čez 4 leta spet pridejo in se kažejo kot rešitelji, da bodo oni zdaj vse. Ja. Oni bodo zdaj vse. Od enkrat v 30 letih Pa nič. niso mogli zgraditi ene bolnice, ampak po 4 letih predvolilnih obljub bomo pa mi vse. Bomo zrihtali vojsko, šolstvo, zdravstvo, kaj še obstaja. Ko pomislim na drobljenje glasov, se vprašam, vprašanje za gospoda, oziroma za celotno gospodo iz KUL ekipe.
ker so to kul. A je Šarc imel vlado? Je imel. A sem jaz jezen na Janeza Janšo? Ne. Posledično sem lahko jezen bolj na Šarca in na Mesca, ker nista speljala zadev Ja, ker so zavozili. do konca. Zdaj. Pa ne zdaj tega govoriti. Pa dej, gremo čez to, gremo to pozabiti. Jaz ne morem pozabiti to, da nas so nam na ta način omejevali svoboščine 2 leti. Jaz ne morem pozabiti na to, da ste otrokom dajali na gobčnike. Jaz ne morem pozabiti na to, da nihče ni spustil zdravnike, stroke z drugim mnenjem, da povedo ljudem, kaj se v resnici dogaja. Ja. Jaz ne morem pozabiti na to, da ste starejše ljudi pustili na cedilu, da ste jim unesli strah v kosti, da se je bal svojega lastnega vnuka. Ja, Jaz ne morem pozabiti, da ste dovolili Beovički, da govori cepljenim, da se izogibajo necepljenih. In zdaj vi se meni kažete kot neki rešitelji. In z vsem spoštovanjem do vseh njih, če lahko odgovorijo, če so to kul, zakaj niso šli na skupno listo, če jim ni v interesu, da drobijo glasove? Gospod Mesec, gospod Šarc, gospa Tanja Fajon, gospa Alenka Bratušek. Vsak za svoj rit gleda. Zakaj niste šli v skupno listo, če se bojite drobljenja glasov? Vprašanje za njihove volivce in za njihovo ekipo. Za razliko od tega bi lahko dodal, da gospod Gale se je povezal z dobro državo, Zvezo za Dolenjsko in z gibanjem SOS. Pripravljeni smo se še zdaj pogovarjati. Celo bližan dogovor je bil, Ja. da bi se še z eno, ajde tako rečem, zeleno stranko lahko povezala. Ja. Toliko malo je manjkalo. Pa? Toliko malo je manjkalo, dokler verjetno ni prišel kakšen klic. A je bil to vic? Dajmo reči, da vse to, kar sem zdaj govoril, je bil vic, da imam jaz lahko mirno vest in da ne rabim gledati čez svoj hrbet. Tako, Ja. na kratko, ne. Ja. Rad bi, vem, da pač javnost v zadnjih 2 letih pozna kot vse, kar smo že prej naštela. Delo mrzneš, Ja, brezdelneš. ja. Hudo. Daj mi povej, Oni, ki bi vedeli, koliko to mene pali, sploh mi ne bi nič slabega komentirali. ne, Res. ampak to so le pač plahki če, komentarji. če ne bi imel teh hate komentarjev, bi verjetno ustvaril regi. A veš, kaj mislim? Ja. Pozitiva, opušteno in to. Ja. To. A mislim, malo za hec, malo za res. Ja, vem, kaj misliš. Še enkrat, vsem tem ljudem oprostim, ker vem, da večinoma od njih, ko bi me srečali na cesti in spoznali in preživeli z mano nekaj časa, bi spremenili mnenje. Daj mi reči, tvoja najljubša barva? Rad bi te malo drugače, kako bi rekel, izpostavil, prikazal. Ajde, gremo. Moja najljubša barva je 7 barv Mavrice. Rad imam pisan svet, različen svet. Za mene nič ni črno-belo. Okay. Nasplošno, rad imam črno, rad imam belo, ampak rad imam tudi pisano. Rdeča mi je top. Okay. Enkrat, ko sem bil mlad, sem vozil enega rdečega kupeja Mercedesa od mojega bivšega direktorja. Vsak mi je rekel, kva tebe rdeča barva, sedi stari, ampak res nam pozabil tega Mercedesa nikoli. Ampak na srečo imam jaz cel kup Mercedesov v svojih tekstih in besedilih. Blagor tistim, ki se znajo pelati z njimi. Ja, valjda. Najljubša hrana? Wow, tudi različno. Je pa res, da sem tip človeka, če bo nekje recimo probal in pojedel dobro pico, in če bo ta pica temu všeč, bo jedel to pico tudi 4 leta, da ne bo nič drugega probal v tej restauraciji. To je res, ja. Zanimiv lik. Kje pa imaš najljubši restauracijo oziroma kam najbolj pogosto zahajaš, če že doma ne ješ? Ne bi rad ali pa vsaj tip hrane. Ne bi zdaj rad izpostavljal parih, ker smo, to so mi tudi učitali. A se spomniš, ko so kazali od Janeza Pozebe mediji
da kako jaz jem v dragih restauracijah in tako naprej. Ne. Ja, kurče si se, le. Mislim, halo, za razliko od marsikoga se jaz saj zavedam koncepta, da moler mole molat, barvat, štrihat, mizar more delati mizo, avtomehanik mi more zamenjati olje, vulkanizer mi more zamenjati gume, moram k tebi prideti na podcast in jaz razumem ta koncept krožnosti. In jaz ta koncept podpiram. Jaz ne štriham sam, čeprav znam, ker vem, da potem plačam njemu in on plačuje naprej. Veliko stvari bi lahko mi sami naredili, ampak potem zaustavljamo ta sistem, v katerem živimo. In jaz bi lahko doma si naredil boljšo pico, verjetno po svojem okusu, če bi delal na teh picah, ampak pa bi izgubil ta koncept sistema, pa bi izgubil ta koncept. Moji starši, recimo, redko kdaj, da so si privoščili kino, redko kdaj, da so šli v mesto na kavo, redko kdaj, da so šli na masažo in tako naprej in tako naprej. Zaradi tega, ker niso edini. Večinoma staršev naših je trdo delali, šparali in tako naprej. Moj koncept je malo drugačen. Moji starši so bili pridni, garali, da bi poskrbeli tudi za mene in sestro in tako naprej. Ne? Meni je to vredno spoštovanja, ampak sam mislim, da je treba otroka poslušati, mu omogočati, dati mu čim več ljubezni, podpirati ga na njegovi poti, ne glede na to, za katero pot se odloči, in da potem sam ustvarja vse, kar si pač hoče že ustvariti. Tako, to vidim na nek način kot eno tako rešitev. Tako da restauracije, itak, kava v zuni, itak, to mi je nekak užitek, to mi je gušt. Kje pa piše, da vsi ljudje morajo delati v svetu? Kdo se je spomnil, da vsi ljudje morajo delati? Z vsem spoštovanjem do nas, kaj delamo. Ampak, a je lahko 1% ljudi na svetu, da ne dela? A jim lahko odpustimo, da so lenuhi? A jih lahko pustimo živeti? Vsi ne morajo. Mislim, pustimo jih živeti. Ker ne smemo pozabiti, da na drugi strani imamo pa folk, ki dela preveč. Ta balans pri sebi ureja. Ampak jaz res ne bom jezen na nekoga, ker sem sam izhajam iz tam, da sem delal nadure in tako naprej. Samo to ljudi ne zanima. Ti, ki govoriš svojo preteklost, to jih ne zanima. Oni vidijo samo potem uspešen konc, da si ti dobil nekaj od sponzorjev, da si ti nekako uspešen na svojem področju, kljub temu, da so te hejtali cel svoj life, nočejo pa videti bistva. In bistvo je v temu, da se spet moram vrniti na Prešerna, živeli vsi narodi in moram se vrniti na Cankarja, tudi če vzamete ta najjača. Vso perje temu jastrebu bo še vedno ostal jastreb in nikoli ne bo postal golob. Lepa. Cankar še huda, sam ne vem, če bi jo rekel. Ne, to ti bom prišparil za drugič. Nekaj ima prehuda je. NFT, kriptovalute? Nimam pojma. Ja, ne, si kaj vložil, nisi vložil? Zelenko, gospodin Zelenko, nimam pojma. Ok. Da te nemo pol čez kakšen mesec v kakšnem Lambotu na ulici. Še na maile slabo odgovarjam. Mislim, kapo dol, se pravim, jaz respektam folk, ki se odloči za kakšne te nove kombinacije, kapo dol, ampak mene, če se vpraša osebno, mene, mladi, stari, jaz ne vlagam v nič, razen v glasbo. Da se razumem, ponavljam še enkrat. Jaz ne vlagam. Moja kriptovaluta je glasba. Moje zlato je glasba. Ampak, če ne vlagate v sebe, moje mišljenje je, da ne kopičite denar na mestu, ampak da ga definitivno ne morete nekoga zgubiti, če kupite zlato. To je dejstvo. To je dejstvo. Ker zdaj recimo
Ukrajinci, begunci, ki niso tako revni, pridejo v Slovenijo, imajo eno težavo. Oni ne da nimajo denarja, oni imajo denar, sam nimajo evrov. Veliki rešitelj, Ivan Janez Janša, pa bi lahko to sprostil, oziroma nekje sem prebral, celo da je on to omejil, da se ne more menjati evre tega njihovega denarja. Ja. Če bi Ukrajinci, begunci zdaj, Ja. prišli z zlatom, ne bi rabili Janeza Janše, da jim odobri in da se predstavlja Greš, kot nek pretopiš. mirovnik. Tako je. Akcija, da. To je moja kmečka logika. No? Ja, Tako. ja. Zadnje vprašanje. Da je pred zadnjo. Pred zadnje. Tvoji, kako bi rekel, rap, glasbeni, pred zadnjo mama, idoli, po katerih si se vzgledoval včasih ali pa se danes. Ne, Gleduješ. direktno. Se pravi, Tupac, Big L, NWA, to je tako, Big E, tak mi je hud, ne. Ampak Pak je bil Pak, starem. Ja. Big E, respekt, vse, ampak veš, jaz sem Paku verjel. Big E the best, ponavljam še enkrat, flow, to, ampak Pak je imel nekaj več. Okay. Danes glasbeno, Ja, glasbeno. Katerakoli ker zvest. meni že itak skoraj ni, ne? Ja. Danes glasbeno mi je najbližje in najjače mi dela pač Rick Ross, ta Maybach Music. Okay. To mi je tako next level. Okay. To mi je ono, ki se zdraven štrajk. Ja. Ker ono. Kurja pol. Ja, ugrizno bi zdraven, ne vem, kdorkoli se z mano furajo, ve, bratranc recimo. To je neverjetno. To je res ono, kvaliteta. Moderno, je pa itak imaš te kakšne dobre variante, veš, kakšen hit, ki je hit, je hit, pač Ja, hit, ne bi ne. ga. Ampak pri temu Maybach Music, je, že ko slišim recimo začetek, Maybach Music mi je ono, Veš, da bo... vem, da bo Ja. brutala, ne. Tako da, to je to, stari, kar se tiče tega repa oziroma trepa, ampak na vse zadnje, vsi te ljudje, ki so bili zdaj tih v teh 2 letih in niso postavili niti enega vprašanja, morate vedeti, da gre za dvorne norčke. Tudi v dobrem smislu, kruha in iger, mislim. Ja. Se pravi, ne žaljivo, ampak gre za dvorne norčke. Ja, mislim, moraš imeti svojo hrbtenico, ne moreš biti samo pač, kam te bo postavili, tam bo A si stal. predstavljaš, da ti rečejo teli dvorni norčki iz Amerike, iz scene iz Hollywooda, ostanite doma, ti v 50 kvadratov nekje v New Yorku, zdravo, nekje, Že on sediš, pa veš. tam z bazenom, z bajto, Golf menšan, placom, razumeš, nidanja. ostan doma, kva? Pa se sem jaz tudi na začetku, prvi val, ki je bil, no, ok, ostanemo doma, veš, ono, ki je prišlo. Ja. Jaz iz ničesar se rad ne zabavam. Ker so se na začetku zabavali, ker je virus prišel recimo še do Italije, smo se mi na Fužinah, ki smo igrali fuzbal, je bil joke, a Slovenija je tako mehna, da jo še virus ni najdu. Meni je bilo ono tako, come on, son, Ja. sam vprašanje cajta in ni minili niti ne 14 dni in je bilo že zbombane. In mi je takrat bilo ono tako, ok, verjamem, Ja. spremljam, zaupam. Pol mi je bilo polno tako, ajde, brate, zdaj pa To pa že da pa že malo, pa pridejo takšni in drugačni dokumenti in pa si tako en nemški dokument sem prebral, ki je bil tako, wow. In vse, kar koli se je odvijalo, se je odvijalo potem v nemškem dokumentu, neverjetno. Ja. Pozdravim mojega prijatelja Sanela Kaziča, oko moje plavo, on je bral tudi ta dokument isti in jaz pa on kadarkoli se srečava, a je to možno? Je možno. Ena stvar, ajde, niti na tebe, niti na mene ne morajo biti gledalci jezni, če bi bila tih. Ajde, da rečemo, kaj češ, tako je, nisi stroka, ne veš. Ampak intelektualci, akademiki, Se pričakuje. ki se smatrajo za intelektualce in akademike in se strinjajo z novicam,
katere se plasirajo za maso, žal ne nisi more biti akademik, ja. akademiki niti intelektualci. To je to. Drži. Zaključimo z enim hitrim verzom, nekaj iz glave. Spet some bars. Hudo, čak da se spomnim. Nisem novinar, sam ne štekate sarkazma, nekdo je mogel, ker vprašanja so vam prazna. Vi ste me obsojali, to se tako ne počne, zato ker vas maja pod kontrolo, mene ne. Roko na srce, jezik za zobe, sprašujete sem tisto, kar vprašati se sme. Podcenjujete ljudi in strašite, ne bojim se virusa, še manj pa te elite, skrite za zidovi, hudičevi sinovi, lastne mame bi prodal, da postal bi kralji novi. Vse nas čakajo grobovi, če imate čisto vest, zakaj ste skriti kot duhovi, delite se na leve, desne, ne oni vas, vi ne smete njih žalt, lahko pa oni vas. Od 500 do 1000 lahko fašete globo, narod ne bo vam tih, ker ima več kot 100 razlogov. Preveč je ovc, premalo kozorogov, še vedno nisem zvezda zlatotrok betonskih blokov. Za razliko od pozebe, držim se rokov, pošto dvignem prevočasno, ne bom vam jokal, da je RTV levičarski, kot joče Janez, tip izvanredno laže, včeraj, jutri, danes, ker do danes nisem dobil šanse, da po medijskem linču poveš še zgodbo Zlatek, pero ta je zate, mene jače vsak udarc, mogoče bilo bi več prostora, če bi se pisal Šarc. Če bi pozival folk, dajmo se cepati, spoštuj ukrepe, dajmo face na maske zalepati. Varno je cepivo, naj nič vas ne skrbi, samo podpišite list, če kaj se vam zgodi. Nihče si ne želi, samo če kdo umre, zaradi stranskih učinkov odgovoren ni nihče. In prosim ne mešati cepiva in tablet, ker brez aspirina lahko čez mejo greš. Besede so posnete, še enkrat bom zapisal, doktor Čordić zagovarja svobodno odločitev. Ejo, to je to. Zlatan, Zlatko, najlepša ti hvala za današnji podcast. Folk, upam, da ste uživali, upam, da ste se kaj naučili. Če vam karkoli ni bilo všeč, prešaltite kanal, check it out, come on. Držite glavo gor, pa ne pozabite iti na volitve 24. aprila, če hočete obdržati saj malo demokracije, pejte volt. Hvala ti. Hvala tebi, stari, vrhunsko je bilo.